Pikice in pikci lepo pozdravljeni. Velenje je preplavila sreča, veselje, brezskrbnost in otroška razigranost. Tudi v letošnjem septembru smo nestrpno pričakovali prihod najbolj neustrašne, pogumne, smešne, zabavne deklice na svetu, Pike Nogavičke. Mestno središče je tokratni 31. Pikin festival gostil nekoliko drugače. V obliki dvodnevne dogodivščine, kjer pa pristnih, pikastih in gusarskih nasmehov seveda ne manjka. Povej mi eno skrivnost, kako to, da se Pika razume z gusarji, če pa so gusarji ponavadi zlobni in neprijazni? Ne vem, zato ker je njen oče gusar in... Pa misliš, da Pika pozna kakšne gusarske trike? Misliš, da zna voziti piratsko ladjo? Ja. Kaj pa, na primer, napeti jadra? Ja. Lahko bi rekli, da Piki gre prav vse od rok. Kaj pa je tisto, kjer pa je še najbolj ne leži najbolj znanje? Ne vem, pri matematiki. Točno. Kaj pa branje, knjige in pisanje? Pa mislim, da gre kar v redu. No, kdaj pa bo Pika odšla iz Pikinega festivala? Danes, drži? Ja, danes. Povej mi, pa bi morda želel oditi z njo in zakaj, če bi šel z njo? Zato, ker rada trike dela, pa je vse po njeno. Točno to. Kaj pa misliš, da Pika počne, kadar ni v Velenju na Pikinem festivalu, kadar biva na otoku Taka Tuka? Se pelje na gusarske ladje, je v vili Čira Čara, pa se igra s fickotom pa z konjem. Pikica, zagotovo si že obiskala kakšno likovno delavnico, pa mi zaupaj, kaj si izdelala. Pošast kota. In kaj vse si potrebovala? Ta penice in flomaster, lepilo pa špangico od zadaj. Pa mi zaupaj, je bila izdelava zahtevna? Ja, malo. No seveda pa ti bo tale pošastko zagotovo lepo krasil sobo. Si izdelala še karkoli drugega? Ja, eno ribico iz nitk, pa še kaj druga. Torej ti ustvarjanje dobro leži. Pa boš kakšen izdelek tudi podarila? Kaj? Pravim, če boš kakšen izdelek tudi podarila, mamici ali očiju? Skupno je. Pika je odlična športnica, odlično prevrača kozolce in kar z eno roko prenaša konja. Pa misliš, da močno trenira? Ja.
V čem pa je najboljša? V kuhanju. V kuhanju, pa tudi dobro teče, smuča, dela salte in podobne vratolomne trike. Jaz pa tudi malo tega delam. V katerem športu si najboljša? Jaz sem najboljša drugače meni se zdi v tekanju. Pa ti dobro gre tudi ustvarjanje. Danes imamo veliko zanimivih ustvarjalnih delavnic. Ja, jaz najbolje rada ustvarjam in še se rada zabavam za Piko Nogavičko. Dober dan, policist in seveda zapornik. Zanima me, kakšno je... Zapornik, to je Robert. Jaz sem Robert. Ampak spominja pa predvsej na zapornika. Že lani smo imeli podobne probleme. Kakšno je stanje pravzaprav? Že znam se zelo slabo razumem, kako govorim. Gospod policaj, se opravičujem, zelo težko vas razumem. Pravim, da se čez masko zelo slabo razumem, kaj govorim. Aha, kaj če bi pa za trenutek sneli masko? Varnost. To je vredi ljubizno, ne je že. Jaz bi pa rekel, da gre za diskriminacijo, ker vsi mislijo, da sem jaz ropar, ampak nisem, jaz sem Robert. Pač, ker se oblačim kot nek zapornik, ropar ali karkoli, še ne pomeni, da sem ropar. Čeprav imam polno vrečo zlatnikov, še ne pomeni, da sem ropar. Ste pač zelo premožni, drži? Tako je. Malo boljš mi gre, se veste, kak je to. To je... Fovšija je prisotna vse posod in jaz bi rekel, da se moramo boriti proti temu. Pravico za vse roparje, Roberte. Moram priznati, da je tudi mene zmotilo, zakaj ti cel dan že prihajajo do mene ljudje in pravijo, zakaj pa roparja narediraš? Ne, to ni ropar, to je Robert. Zdaj sam zato, ker se oblači kot ropar, zgleda kot ropar, obnaša se kot ropar, ropa kot ropar, zdaj pa vsi mislijo, da je ropar, ali kaj? Pošten državljan je, sam pomaga mi roparja poiskati. In še enkrat, oziroma poziv za vse gledalce, če najdete roparja na Pikinem festivalu, prosim, javite višjemu inšpektorju Klingu iz policijske uprave Pikino mesto. No in ravno to me je zanimalo, pa je kaj zmanjkalo, pogrešate kakšen Pikin zlatnik, zakaj pravzaprav ste tukaj prisotni? Ne, to ne. Dobili smo prijavo, da je ropar. Zdaj, kaj točno je bilo ukradeno, ni bilo definirano. V tem trenutku preiskava še sicer poteka, tako da žal ne morem delati več izjav. Gospod Robert, seveda tudi vi dobro pripomorete k raziskavi, pa imate morda kakšen opis, kako pa ta pravi Robert, se pravi ne Robert, kako izgleda? Jaz bi rekel približno takšne višine, kot sem jaz, oblečen v črtasto dolgo majico, z rokavicami prirezanimi z prste, naglavnim pokrivalom in pa torbo z simbolom dolarja. Gospod Robert, pa nimate morda vi kakšnega polbrata Roberta 2, ker vam je na prvi izgled povsem podoben? Ja, to je pa Robi. Ja, jaz sem Robert, on je pa Robi, moj brat dvojček. On pa je ropar. Sicer ga nisem že dolgo videl, tako da ne vem tudi, s čim se sedaj profesionalno ukvarja. Ampak se pravim, jaz upam, da so ga nekje opazili in tale naš višji inšpektor policijski opravlja dobro delo in ga išče. In jaz upam, da bo na koncu tudi ga našel. Gospod policist, še en poseben pomislek. Danes veliko nosimo maske, s tem pa se lahko roparji dobro skrijejo. Ali morda tudi to kakorkoli preverjate s kakšno posebno napravo, ki vidi tudi čez masko? Ta problematika nam je bila seveda izpostavljena in smo uporabili za reševanje te problematike trenutno vse razpoložljive enote. In ko ste vprašali za orodje, ja, seveda imamo najnovejše orodje, ki so ga razvili pred
približno 2 tednoma v Rusiji in sicer s to napravo so oborožili tudi vse naše enote. Te napravi se strokovno reče oči, uporabljamo jih, da gledamo. Zdaj pa ja, maska je definitivno izziv. Zdaj, kako se bomo pa s tem spoprijeli, bo pa le čas pokazal, ne? No, ampak seveda moramo držati tudi nekakšno razdaljo, kaj če se ropar zgovori na to in ga pravzaprav ne boste morali vkleniti. Ja, jaz mislim, da je razdalja precej pomemben faktor in se mi zdi tudi prav, da se držimo. Ampak vse veste, policiji se tudi reče dolga roka zakona in jaz mislim, da bodo svoje delo opravili profesionalno. No, še nekaj. Jaz seveda verjamem v vajino strokovnost, dolgoletne izkušnje, strokovno podkovanost in tako dalje, pa sta tudi prav opremljena, imata lisice. Veste, roparji so danes lahko tudi zelo nevarni, morda kakšna pištola. Imate pripravljen zapor? Na to nismo pomislili. Smo prepričani, da nastaja na teh delavnicah ogromno zadev, ki bi lahko policisti, policijske uprave Pikino mesto upravili za samoobrambo ali pa za drugačno pridržanje zlikovcev oziroma nepripravo. No, seveda se ne smemo usmeriti le na enega roparja, se pravi na Robija. Pišete še kakšne druge prekrške, opozarjata za kakšne druge morebitne zločine? Ja, tu je seveda večni vsakoletni problem, zakaj so bili v bistvu prvotno sem poklicani, in to je hud zločin, ki je bil prilavljen strani učiteljice, in sicer gre se za zločinko Piko Nogavičko, ki se že 31 leto zapored uspešno izogiba šoli. Se pravi, prvotna naloga je, da spravimo Piko Nogavičko v zapor in roparja v šolo, Piko Nogavičko v šolo in roparja v zapor. Pa se vama ne zdi, da Pika potem ne bo več Pika, da bo šola za Piko pravi zapor? Ja, zelo dobro vprašanje, ampak jaz mislim, da se bo tudi Pika po 31 letih bi se lahko uklonila in šla s sistemom vzporedno. Upam pa, da bo tako, bomo videli, se veste, Pika je samo svoja punca, ima zelo močno voljo in jaz mislim, da bo čas pokazal vse. Pa potem ne mislite, da bo Pikin festival zastal, da ne bo več tako zabaven, da ne bo več tiste otroške razigranosti in iskrivosti? Poglejte, gospa, to pa žal ni v moje pristojnosti. Jaz sem dobil direktna navodila višjega komisarja policijske uprave Pikino mesto in teh pravil se žal moram držati. Zdaj, koliko je to moralno, nemoralno, bo povedal čas. Dobro, no sedaj pa, da ne bom preveč dolgo zadrževala, najbolje, da kar naprej opravljate svoje delo. Če si moj prijatelj, me kriči mi kar Nogavička, Pike imam na nosu, Nogavičke na nogah. Razumem pa spi, koji. Prijatelj, me kriči Pika Nogavička, Pike imam na nosku, Nogavičke na nogah. Ki mu ni para, je moja vilačka. Pikin festival letos poteka nekoliko drugače, pa vseeno tudi tokrat na njem najdemo plesno dvorano. Kaj je tokrat drugačnega, kaj lahko otroci tukaj počno? Mi smo letos na Pikinem festivalu res da malo prilagodili to plesno dvorano oziroma pač ta plesni prostor. In smo dali poudarek na plesni poligon, kjer je naprimer zadostna razdalja, otroci se ne srečujejo preveč, pač ker to zahtevajo predpisi in lahko tudi kot ene take vrste tehnične plesne zadeve spoznajo preko tega poligona, se pravi plesne pozicije, določene plesne osnove, kot so plije, develope, most, kolo, v tem smislu. Pa so to zahtevni elementi, primerni tudi za začetnike, kdo se lahko poda na ta poligon? Glede na to, da smo 4 Pikine asistentke, ki smo vse plesalke
In glede na to, da se nekako s tem ukvarjamo že kar nekaj časa, lahko to pride čisto vsak, oziroma tudi začetniki, ker lepo razložimo, nikamor se nam ne mudi, probajo tudi večkrat, tako da sploh ni problema. Bi lahko rekli, da je pri plesu pomemben talent ali trdno delo? Pravijo, da 10% talenta, ampak zagotovo trdo delo pa ostalih 90%. Ker so tudi plesalci, ki so strašno nadarjeni, pa če nimajo neke discipline oziroma če nimajo nekega privzgojenega, trdega dela, pa je nekako za manj to. No. Kakšno zvrst plesa pa pravzaprav ta plesna dvorana oziroma delavnica predstavlja? Zdaj, jaz osebno, oziroma Pikine plesalke prihajamo iz sodobnega plesa, ampak glede na to, da je to Pika, so tu vsi plesi dovoljeni. Od sodobnega do klasičnega, do hip-hopa, do folklore. Otroci, ki pridejo in želijo samo malo zaplesati, je tudi to več kot dobrodošlo. Tako da se ne omejujemo, v tem primeru se ne omejujemo na eno zvrst. No, dobra akrobatka in plesalka je tudi Pika, pa bi lahko rekli, da je pomembno privzgajati otroke k gibanju, da začno in da pravzaprav nadgrajujejo svoje gibalne sposobnosti. Zagotovo, ker to mislim, da danes otrokom precej manjka, zaradi sistema, v katerem živimo, in vsako gibanje, tudi če je to samo par skokov na dan, je res več kot dobrodošlo. Pa lahko rečemo tudi, da za ples nikoli ni prepozno in da pravzaprav ni zgornje starostne omejitve. Zagotovo. Jaz mislim, da tisti ljudje, ki mislijo, da je za ples neka starostna omejitev oziroma da so prepozni, se hudo motijo. Ples je gibanje in telo je nareto za gibanje in to je pravzaprav popolnoma naravno, da se človek giba in nikoli ni prepozno. No in čisto za konec me še zanima, se je na temlem poligonu preizkusila tudi Pika in kako ji je šlo? Ja, se je in odlično. Glede na to, da je bila pod mojim mentorstvom, hecam se, ampak ja, zelo dobro. Je odskakala in odplesala vse, kot je bilo treba. Pikinega festivala brez ustvarjalnic ni, pa vendar jih je bilo potrebno letos nekoliko prilagoditi in izvesti drugače. Kako potekajo, kakšna so navodila? Letos je tako, da sva po 2 Pikini pomočnici zadolženi za eno delavnico. Vsak otrok, ki pride, prejme eno vrečko, v kateri je že pripravljen material in z njim ustvarja. Ko z materialom neha ustvarjati, to vse, kar je dobil, odnese domov. Zdaj škarje, lepila, ki so pa za večkratno uporabo, se pa vmes razkužijo. Tako da, na tak način. Pa je pravzaprav vsaka mizica rezervirana za enega udeleženca delavnic, so mize skupne? Pri vsaki mizi je lahko samo en otrok naenkrat, oziroma če so iz istega gospodinjstva, pač sta lahko 2 ali pa 3 otroci. Pa so izdelki različni, lahko vseeno otroci izbirajo med tistim, kar jim je bolj všeč in kar manj? Seveda, tule na Titovem trgu, na temlem delu je 6 različnih delavnic, tako da imajo izbiro. No, velikokrat Pikin festival krasi kakšna tema in z njimi povezani tudi izdelki, pa je tudi letos določena kakšna tema za izdelke ali so povsem različni? Ne, letos so pa izdelki čist različni, tako da, ja. Pika nogavička, ali sliči račara vse igrati. Jaz sem nogavička, mali neumna miška. Pika nogavička, čala hop, sa, sam dan si izmislim nekaj čisto novega. Velenje s Pikinim festivalom zaživi, seveda pa ga gradijo otroci. Zakaj se vam zdi pomembno, da skupaj z otroki obiščete Pikin festival? Se mi zdi, da Pikin festival spodbuja to otroško domišljijo, ustvarjalnost in to nam v vsakem dnevnem hitenju nekako manjka, tako da je Pikin festival
res dogodek, ko se ga cela družina veseli. Pa ste ga letos obiskali prvič, ste morda že dolgoletni obiskovalci? Kot Velenčanka praktično rastem skupaj s tem Pikinim festivalom. Sama sem bila že na prvem Pikinem festivalu, sem takrat se spomnim nastopala in je lepo, ko spremljam, kako festival raste, vsebine, kako se bogatijo in je to en res tak lep dogodek v mestu Velenje. No, seveda je letošnja izvedba nekoliko drugačna, kako pa ga doživljate letos? Vesela sem, da sploh je. Res, da ni tako velik, tudi prireditve so nekako omejene, kar se tiče števila obiskovalcev, ampak sem vesela, da sploh je. No. Kakšni poudarki pa se vam na splošno na Pikinem festivalu zdijo pomembni? To, da je dostopen čim širšemu krogu ljudi, to, da so delavnice brezplačne, se mi zdi zelo velik plus tega festivala, ker pač vsi starši si ne morejo privoščiti tovrstnih animacij za otroke, tako da to se mi zdi, pa tudi ta dobrodelna nota festivala se mi zdi zelo pomembna. No? Pa seveda boste festival obiskali tudi v prihodnje? Seveda. Här kommer Pippi Långstrump, tjolahopp, tjolahej, tjolahoppsan dag. Här kommer Pippi Långstrump, här kommer faktiskt jag. Har du sett min apa, min fina söta lilla apa? Har du sett herr Nilsson, ja för han heter faktiskt så. Har du sett min villa, Villekulla villa? Vill du veta varför villan heter så? Där bor ju Pippi Långstrump, tjolahopp, tjolahej, tjolahoppsan dag. Där bor ju Pippi Långstrump, ja där bor faktiskt jag. Det är inte illa, jag har ju apa, häst och bil. Ja, ti pa na temlem festivalu naravno zdirkaš temlem kolesu. Povej mi, so ti ga podarili tukaj ali si ga prinesla iz otoka Taka Tuka? Na otoku Taka Tuka sem si ga naredila, tudi da sem si ga prinesla sem. Torej si ga izdelala čisto sama? Točno tako, a ne vidiš vseh teh pik? Lej. Pa mi zaupaj, kaj si pravzaprav potrebovala, koliko časa si ga ustvarjala, je bilo delo zahtevno, ker moram reči, izdelati kolo pa ni mačji kašelj. Če znaš, jaz sem ga tikle naredila, res. Ja, verjamem. Povej mi, veš kaj, gusari so mi zaupali, da jočejo, dan in noč jočejo, ker jim je nekdo njihovo umazano, zapackano gusarsko ladjo sčistil, sčistili, razkužili in vsem mogočim in v glavnem totalno neutolažljivi so. Kaj boš ukrenila? Ja, nič, pomagala bom spet razmetati, da bojo bolj srečni, kaj pa druga? Povej mi, veš, današnji Pikin festival je nekoliko drugačen, tudi včeraj je bil nekoliko drugačen. Kako pa se tebi to zdi? Si zelo nesrečna ali ti je okej? Meni je čisto okej. Vesela sem, da se je saj naredil tale Pikin festival, drugo leto pa upam, da bo mogoče malo večji, če ne druga, saj da ga čez cel teden razpotegnemo. Kaj pa maske in razkužila, imate to tudi na otoku Taka Tuka? Na otoku Taka Tuka tja še ni prišlo, sam bom pa povedala, da morajo od zdaj naprej imeti tele maske, ne take, ko imam jaz, ker tu se vse čez vidi, take, ko imaš ti, zaradi tega, da če mi bojo kazali jezik, se sploh ne bo to več videlo. Kako pa si se navadila na tole plastično masko? Najverjetneje ni najbolj udobna, kaj ne? V redu je, zaradi tega, ker vem, da tako varujem sebe in ostale, tako da jo bom z veseljem nosila še naprej. Pa poslušaj, Pika, te je kdo posvaril, da tukaj ni najbolj rožnato, da so nekakšni ukrepi in omejitve? Ti je kdo poslal kakšno pismo? Kako si pravzaprav vedela, da bo letošnji festival nekoliko drugačen? Ja, otroci mi kar naprej pošiljajo pisma in sem zvedela, kaj se dogaja, ampak jaz sem vedela, da ko bo čas za Pikin festival, ne bo nobenega problema, da bomo vsi se držali reda in čistoče in da bo vse super. Kaj pa vlogo županje? Si tudi to letos prevzela? Ja, seveda, v torek sem jo prevzela. Bilo je super in veste kaj, Peter je rekel, da lahko jaz ostanem županja vse do volitev 11. Tako da jaz bom še ostala tukaj. No in seveda, če bi postala županja in ostala do določenega datuma, kaj vse bi izvedla, kaj bi spremenila, kakšne izboljšave bi vnesla v Velenje? Jaz mislim, da je Velenje že super, še posebej zato, ker ima Pikin festivala, ne? Ampak jaz mislim, da vi premalčala Pink naredite. Tako da jaz bom od zdaj naprej dala zahtevo, da vsaj enkrat na teden za zajtrk je treba v vseh domovih narediti čelapinke za zajtrk.
Kaj pa naprimer malice v šoli in kosila, tudi to je dobra priložnost za peko palačink, kaj ne? Ja, seveda, sama veš, kaj je problem, ne? Toliko veliko otrok je, da kuharce nimajo toliko mase. Kaj če jo pa zmanjka, pa ne bo dobili čelapink, boljš, da jih doma se najejo. Kaj pa Ficko in konj? Vedno sta cel teden brezskrbno skakljala naokrog. Kaj pa sedaj, ker je prav tako zelo živahten festival? Ja, res je. Ja, konja smo pustili na jezeru, tam je več trave, bolj se lahko naje. Če bi ga sam tamle na travnik dali, bi bilo v 1 uri vse fertik. To ne gre tek. Ficko je pa tudi vesel, da je lahko. Včasih malo tamle dol iz unga galerije pogleda, ne? Pa na kako banano gre, je pa vseeno vesel, da je tukaj. Kaj pa zaklad si vseeno prinesla pokazati letos s sabo? Pa seveda, jaz ga vedno nosim s sabo. Kaj pa veš, da ga bom potrebovala? Pa še noter so kroglice pregelk. Saj veste, vsak dan eno pojem. Tako da vedno je z mano. Zelo pametno. Veš, sedaj vsi nosimo maske, pa še mrzlo je in smo veliko bolj oblečeni. Moraš zelo paziti, da ti kdo ne izmakne zaklada, kajti smo veliko bolj neprepoznavni. Nič za to, jaz vem, tisto, ko ga bo vzel, bo vrnil. Jaz vsem zaupam, če pa slučaj najdem unga Roberta, ko je tule nek roparja, pa mu bom povedala, lahko vzameš enega ali pa 2 cekina, več pa pust meni. Jaz rabim, da bom drugo leto spet Pikin festival naredila. Veš, ravno v tem roparju je problem, oziroma Robertu. Tudi meni je zagotovil, da se le tako oblači in tako izgleda, pa vendar malce dvomim vanj. Misliš, da je res tako pošten in iskren, kot trdi? Pa ja, jaz mislim, da je Robert en ful super človek. Sama veš, kaj, včasih mu zmanjka malo denarja. Naj vpraša, jaz mu bom z veseljem dala, ne pa da mi ga ukrade. Saj veš, kako je to. Rajš imam, da dam, ko pa da ukrade. Zelo lepo od tebe. Se spomniš, morda lani sva sklenili dogovor, da se boš do letos naučila vsaj kakšno črko abecede. Ja. Povej, a pa si se le naučila? Seveda, poslušaj. P, I, K, A, 4, ne samo eno. Kaj pa morda začetek in konec abecede? Če bi ugibala in če morda znaš, katera je prva in katera zadnja črka abecede? Vem, prej mi je ena povedala. Prva črka je A, zadnja črka je Ž. Tako da to jaz imam dovolj, do drugega leta je čisto dovolj. Potem pa le nadaljuj vsakim letom naprej, prav? Čakaj, 25 je ali nekaj takega, Ana? Ja, bravo, super si. Pravi, dokler da se jaz ne naučim cele abecede, bo Pikin festival v Velenju, da bom lahko ti vsakič povedala na novo, katero črko znam. Ampak veš, moraš se bati policajev, kajti policaji te v bistvu želijo okleniti in peljati v šolo. Se pravi, če se boš pa ti prehitro naučila vseh črk, pa potem Pikinega festivala ne bo. Imam prav? Ne, to pa čist ni res. Če se bom naučila vse črke, še pomeni, da je še ogromno številk, ki se jih tudi moram naučiti, če me bo pa policaj peljal v šolo. Ne za to. Tam je malca, jaz bom čist srečna. Veš kaj, slišala sem še eno nenavadno novico in sicer, da med tem času, ko tebe ni bilo na otoku Taka Tuki, da se je razvil tudi tam poseben virus, posebna bolezen, da se pravzaprav mačke bojijo miši. Kaj? In da sloni plešejo cele dneve in da najbolj sladkosledne opice ne marajo več palačink. Kaj misliš na to? Kaj? Takoj, ko bom tule nehala biti županja, bom šla na otok Taka Tuka pogledati, kaj se zares dogaja in če je to res. Jih drugo leto pripeljam, da se pokaže, ker mislim, da še noben ni takih opic in mačk videl. Veš kaj, Pika, ti imaš res vse pod kontrolo. Se pravi, dobro, da te imamo v Velenju tudi na otoku Taka Tuka, pa te zelo potrebujejo. Sedaj pa najbolje, da kar odhotiš naprej urejati vse stvari, prav? Bom. Lepo se imejte. Čau, čau. Živjo, Gusar, povej mi, kakšno je stanje, kaj vse se trenutno dogaja in zakaj si tako dobre volje? Ja, zakaj sem tako dobre volje? Zato, ker imamo Pikin festival in uspelo je. Res, da je tale Pikin festival mini Piki festival, ampak se imamo maxi fajn. In povej, kaj vse počneš, s tole vrečko mahaš, plešeš nakrog, kakšna je tvoja naloga? Ja, moja naloga je takšna kot vsako leto. A vidiš, imamo takle predjezičnik, zdaj ga imam takole zato, da se me sliši.
višji in ti predjezičniki so prav posebni, ki skrbijo za varnost. No, če zdaj pogledate, dragi gledalci vaše televizije, a vidite, ko ima tudi predjezičnik in zdaj vam vsem kaže jezik. Sam ne vidite. Ne, ja, zato, ker ima predjezičnik. Meni je pa Pika dala takega, a vidite, ko se vse čez vidi, in ne morem jezika zdaj tako vse napovprek kazati. Ne. Jaz skrbim za dobro voljo, jaz skrbim, da je Pika na varnem, da je vse všeč, da je vse fajn, da vse tako more biti, da vse poteka, kot si želimo, da smo vsi na pravi varnostni razdalji. Letos je to za eno dolžino roke, tako da midva smo mogoče že malo preblizu, ampak ker imaš tale predjezičnik, je v redu, ne, pa jaz ga imam tudi na pol takole, ja. Vidiš tole. Ja. Veš kaj, pri nas pa rečemo predjezičnikom nekoliko drugačen, sicer maske. Kako grozna beseda, maske. Maske so za pusta, a ne, to so predjezičniki. Ja. Kaj pa ostali gusari, kako se oni spopadajo s to spremembo predjezičnikov in razkužil? Točno, poznate kakšen nov izraz za razkužilo? Ne, mi drugače gusari imamo sicer drug izraz za razkužilo, mi mu rečemo rum, ampak to je druga zgodba. Ja, gusari so letos malo višji kot običajno. Zdaj, če boste dobro pogledali po Pikinem festivalu, boste mogoče so se nekam skrili, so na takih dolgih nogah, ne, zato da so na varnem, ja. No, letos seveda odhajate nekoliko prej, ste že dvignili sidro, pripravili jadrnico za pot. Kdo ti je rekel, da odhajamo nekoliko prej? Sploh ne, to je... Mi bomo ostali s Piko v Velenju še vsaj 3 tedne, mogoče celo 4, tako da z današnjo nedeljo se Pikin festival ne konča, da ne boste mislili, Pika bo prišla še vsak vrtec pozdraviti otroke, pa v šolo bo prišla pozdraviti otroke, pa v domove za starejše bo prišla pozdraviti otroke, pa še komu takle mal na dom bo pozvonila, pa bo pozdravila otroke in tiste velike otroke. Ja, gusar, kaj boš pa ti počel ves ta čas? Pika je komplicira. Ne, Pika, ful se imamo fajn. To je tvoja televizija, vaša televizija, velenska televizija, VTV. VTV, ja. Sem si zapomnil. Jaz sem povedal, veš, ko me je prej vprašala, rekla, če bo danes konc, ne? A ne, da ne bo konc? Ne. Veš kaj, Pika, gusar je rekel, da boš ti obiskala še številne šole pa domove za starejše in se ga kar malce okregala, ker ne vem, kaj pa bo on počel ves ta čas, bolenarju. Ja, prej si rekla, da so jim očistili ladjo, ne, pa da niso bili veseli. Verjetno bo zdaj razmetal vso ladjo, da bojo veseli, ko bomo šli na otok taka tuka. Pika, to se ne govori na glas. Veš, sam gusari so pa malce zmedeni, oni mislijo, da, čisto ne razumejo koledarja in ure in tako naprej, pa vi sploh tam uporabljate uro in koledar. Pika, meni se zdi, da bomo mogla midva povabiti na otok taka tuka. Z veseljem pridem. Prišla sama pogledati, pa bo še vzela tega prijaznega kamermana strica zraven, pa vi boste šli tudi lahko zraven na otok taka tuka, ampak bova povedala pravočasno, kdaj gremo. Ampak pol smo tam za 1 let, ful fajn vreme imamo, ful se zabavamo, pojemo, plešemo, rajamo in vsi smo zdravi in nimamo predjezičnikov. Imam pa eno zelo dobro idejo. Rekla sta, da bosta malce dlje ostala tukaj v Velenju. Kaj če pa podaljšata do zime, se skupaj naučimo smučati in sankati, da vidite, kaj je to sneg, potem pa lahko gremo skupaj na počitnice na taka tuko. Kaj pravite na to? Pa ti si hecna. Zakaj? Meni pa ideja všeč. Gusari pa sneg, pa kje ste še pa to videli? No, tole pa ne gre. Pa misliš, da... Če bi ti smuče naredili take, ko je ladja, veš, bi se kot doma počutil. Mi smučamo na vodi in to je čist dovolj. In tudi sankamo se na vodi in tudi, kako? Si že videl, kako sploh izgleda sneg? Ja, seveda, ko gremo mimo Tenerifov, je včasih gor na vrhu sneg in ga vidimo in mu pomahamo in je to. Dovolj blizu. Pa mi imamo sneg noter v vili Čiračara. Pika ima tak poseben hladilnik in gor na vrh ima neko tako, ne vem, skrinjo ali kak se reče in tam noter se naredi sneg in sneži in vse to je fantastično. Kepamo se. No, da se vrnemo k vprašanju. Vprašala sem vaju, če poznate gledati na uro, še to je ena pomanjkljivost v šolskem znanju. Pa me zanima, kaj pomeni velik kazalec in kaj pomeni mali kazalec? Ja, velik kazalec je on kazalec, ko je ful velik, ne? On pa mali je pa pač mali kazalec, ne? In pol, če imaš mali kazalec, pa velik kazalec, in pa se ta dva premikata in pol ti pove, koliko je tole ura, ne? Ja, zakaj pa potem imamo 2? 2.
Da je lahko en velik, en pa majhni, kako bo pa en sam velik? Pika, a veš, kaj ti povem? Ona sploh ne ve, ne pozna, in sploh, ker ona ne ve, da je še en kazalec, on ta tanek. Ne, tako da sploh ne ve. Vidiš, ti bi mogla iti v šolo, pa se to nauči. Kaj pa pomeni ta hitri tanek kazalec? Zakaj tako hitro divja, medtem ko sta druga dva tako počasna? No, ti res nič ne veš, no. To je tekmovanje med velikim, malim in ta tankim kazalcem. In ta tanek kazalec je najbolj shujšan, ker ne je čalapink in je najhitrejši. In pa ga vsi drugi lovijo, a veš, tako ja, zato. No, pustimo sedaj šolsko znanje. Moram pa vaju pohvaliti, da sta odlično zasnovala tele ustvarjalne delavnice. Ja, se moramo povedati, da vsako leto so nama v veliko pomoč tudi na festivalu Velenje in seveda tudi gospod tale Pikin Miličnik je v veliko pomoč, ker skrbi za red. Jaz bi rada sam povedala, da sem to vse jaz naredila, on ni imel nič tu zraven. Ja, Gusar sam govori. No, mislim, nepridipravi so vedno, ne se najdejo, ampak mi pol naredimo red, ne? Ja. No, sedaj pa nekaj zelo pomembnega. Tudi če ne gresta le danes, boste pa morda čez nekaj dni pustila tegale Roberta, ki ste ga prinesla s sabo tukaj. Mi ga v Velenju ne rabimo. Ga boste odnesla s seboj, če le takšen pravi ropar. Ja, pa gled, če si ga kdo poželi, ga pustiva za kak mesec, drugače ne, gre pa zraven. Ja, ker je potem veliko bolj pestro na otoku taka tuka. Opice ga imajo rade, a veš, on ima ful veliko zlatnikov in po njemu one kradejo. In potem zlatnike prinesejo Vilo Čiračar. Ja, točno tako, tak krog je, a veš. Veš kaj, Gusar, Pika divja s temle kolesom že 2 dni, pa ga imaš ti tudi? Mislim, verjetno niste dobro pogledali, ne divja Pika s temle kolesom, ampak jaz moram Piko na tem kolesu voziti, ker je pač Pika ta glavna v mestu, ne, in mora seveda iz višine mahati ljudem, ne. Ja, varnost je na prvem mestu, ne. Ja, a pokaževa mi dva tole? Sam ne še tule, ker imamo stopnice, pa bomo šli. Čakaj, jaz se moram dati prvo tole gor. Vi pa lahko pogledate, koliko fajn se imamo na delavnicah. Poglejte, kako je Pika močna. Ja, super je, mislim, fantastično je. Pa ne sem to, tudi Alfreda pa vse to nosi, a veš. Piki ves čas ponavljamo zelo pomembno besedo in sicer varnost. Kako varnostniki skrbite, da vse poteka tako, kot mora? Tukaj na začetku imamo ograjene vhode, označene na 2 metra, da si obiskovalci niso preblizu, na to jim razkužimo roke, pokažemo, katere izdelke lahko delamo in jih pospremimo do njihove mize, kjer lahko izdelujejo. Morda opozarjate tudi na uporabo maske, na primerno razdaljo, da le poteka vse tako, kot mora? Ja, na primerno razdaljo skozi opozarjamo, pa tudi starejši vsi morajo nositi maske cel čas, ko so notri. Bi lahko rekli, da je letošnje delo nekoliko naporno, oziroma bolj naporno kot prejšnje leta, je potrebno več skrbnosti? Definitivno, zaradi tega, ker moramo vse ljudi upozarjati, pa kako se morajo premikati, pa ni tako prosto po Prešernovo, ko se zdi, ko je bilo lani ali pa prejšnja leta. Seveda pa zagotovo vsi obiskovalci kar se da upoštevajo priporočila in ukrepe. Ja, če ne, pa jim moramo na trdo povedati. Pika je prava umetnica, zato je zelo domača tudi v galeriji. In tudi danes si lahko gledamo zelo zanimivo razstavo, ki pa je vodena nekoliko drugače. Kako? Mi se osredotočimo najprej na
res da je v galeriji imamo več vrst in vodenj, in razstav, in različne razstave. Namreč, če si pogledamo našo avtorico te razstave, ona je nasmejana in s tem približa otrokom eno razmišljanje, kaj mi storimo, če smo dobre volje. Karkoli delamo v življenju, če delamo to z veseljem, so tudi rezultati boljši. Naša umetnica to svoje veselje, to svojo, kako bi rekel, navihanost prenese na svoje izdelke, na svoje ilustracije in ilustrirala je več kot 200 knjig, kar pomeni, če je v vsaki knjigi samo približno 10 ilustracij, preprosta matematika pove, da je to ogromno ilustracij. In ti nasmehi, to veselje, te iskrice v očeh se vidijo na njenih izdelkih, kot smo si tudi z otroci tudi pogledali. Bistvo vsega pa je, da so ilustracije zelo natančno narejene in dajo neko sporočilo. Otroke spodbujamo, da moramo pri teh stvarih, ko kaj ustvarjamo, zelo dobro opazovati. Zato smo tudi naredili dve vrsti nalog. Eno je bolj za preproste, da otroci poiščejo, kaj ne sodi na sliko, čeprav v pravljicah je vse mogoče. In potem imamo pa za malo starejše, takole, da pa poiščejo razlike. Najprej jim damo nalogo, da poiščejo, da si ogledajo vse ilustracije, poiščejo ilustracijo, ki jo imamo tu, poiščejo na steni in primerjajo. S tem, da jih tudi, če kdaj jim nudimo pomoč, jih spodbujamo, ne da jim položimo kar na pladno odgovor, ampak da iščejo skozi našo zgodbico, skozi neke prebliske, da pridejo do rešitve. Skratka, gre za zelo zanimivo razstavo in tudi vodenje, zato najbolje, da kar pokukamo vanjo. Prav? Če imaš slab dan, daj se nasmej, dvigni glavo, gor se bo okej, tudi če ne bo tako kot prej, v sebi čutim, da še boljš bo zdaj. Če imaš slab dan, daj se nasmej, dvigni glavo, gor se bo okej, tudi če ne bo tako kot prej, v sebi čutim, da Za nami je čudovita nedelja, ki je bila nekaj posebnega in iskrivega zaradi naše ene in edine Pike. Pika Nogavička se torej za leto dni poslavlja, mi pa se bomo prihodnjega septembra ponovno veselili njenega obiska. Pika, srečno! Och därför vill jag sjunga att bruna ben är bra. Och jag har nya fräknar och prickigt sommarskinn. Och därför vill jag sjunga att sommaren